Torej vemo, da je v obtoku, predlog, o znižanju dajatev, za katerim je pač večina gospodarstva in skozi katero gospodarstvo vidi določeno olajšanje. Res je, da so, javnofinančne obveznosti v zadnjih letih narasle. Torej je smiselno govoriti in razmišljati o tem, da bi nekoliko razbremenili. Ampak po drugi strani, predlog, ki je sedaj v obtoku, lahko napravi, dodaten primanjkljaj, okoli 1 % bruto domačega proizvoda. In v kolikor ne bi bil spremljan s kompenzacijskimi ukrepi, bi seveda javnofinančno situacijo poslabšal. Zato, ne moremo se, opredeliti proti ukrepom in proti znižanju davkov. Moramo pa posvariti, da je potrebno ob tem poskrbeti za kompenzacijske, ukrepe, da je potrebno poskrbeti za to, da javne finance, da se ti trendi javnih financ, ki so že trenutno negativni, ne bodo še potencirali.